Jaz grem, I go, I go. Ime se sliši japonsko in angleško hkrati, torej je genialno. Avto je dolg oziroma kratek 3,5 metra, velikost je torej mestna. Motor je samo en, litrski bencinski, izbira je torej enostavna. In tale X je zdaj še bolj 3D, zato sta vidnost in prepoznavnost zagotovljena. Aygo je najbolj igriv Toyotin avtomobil. Namenjen je predvsem mladim, čeprav ga imajo radi tudi stari, ker je majhen in v mestu zelo okreten, predvsem pa je idealen za poziranje. Drugo generacijo so začeli delati leta 2014 in to je zdaj že druga prenova, da bo še vedno med najboljšimi v segmentu, kjer so jih samo lani prodali več kot 85 000. In kako bodo ostali tako uspešni? Več sem omenil, tukaj ni kaj filozofirati. Avto je prepoznaven in kot je že enkrat rekel, maske izgleda, kot bi je kakšen samuraj nasekal svojo katano. Predvsem dnevne luči spredi in zadnji poskrbijo za še bolj izrazito podobo. Notri ni bistvenih razlik na pogled. Malenkost boljši so materiali, so pa tehnične novosti. Najpomembnejše za vse odvisnike od mobilnih telefonov je, da podpira Apple CarPlay in Android Auto. Več itak ne rabite, ker vaš telefon zna vse. Največja sprememba pa je v resnici doletela motor, da izpolnjuje norme Euro 6.2. Še vedno je litrski, ima pa zdaj nov sistem za vbrizgavanje goriva za boljše izgorevanje v valjih, izpušni ventili imajo prilagodljive čase odpiranja, izboljšali so hlajenje motorja in malenkost povečali kompresijsko razmerje poleg ostalih novosti. Vem, da vas bolj zanima, kako se to pozna v praksi. Motor naj bi bil zaradi izboljšane izravnalne gredi še malo bolj miren in tišji, ker ima pač samo 3 valje, malenkost večje moči, cele 3 konje, ampak je zdaj navor lepše razporejen, da bolje vleče že iz spodnjih vrtljajev. In po novem sta na voljo 2 varianti. Navadna s poprečno porabo 4,1 litra na 100 km in Eko s poprečno porabo samo 3,8 litra na 100 km, ker so dodali start and stop, gume z manjšim kotalnim uporom, podaljšali 4. in 5. prestavo in izboljšali aerodinamiko. Tudi robotiziran menjalnik X-Shift je na voljo. Toyota poudarja, da mora biti Aygo zabaven avtomobil, da mora dobro izgledati, zato so na voljo številne zanimive barve in da se mora dobro tudi peljati. Mali avti so vedno zabavni, to je jasno. Kratka medosna razdalja pomeni, da so zelo vodljivi, tukaj pa so še malo optimizirali vzmetenje za še več udobja. Pomembno je, da je pri vseh paketih opreme na voljo Toyota Safety Sense za okrog 400 €, predvsem zaviranje v sili do 80 km/h bi znalo rešiti kakšno življenje ali pa vsaj popraskan pleh. Pri nas bo septembra, ko bodo znane tudi cene, baje bodo podobne sedanjim, Aygo pa še en krog po vetrovni Danski.